Pozdravljeni, pozdravljeni v novem sklopu, nove sezone oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z vami tokrat ponovno Dejan Jarič in moja prva gostja, gospa Nataša Nahtigal, ki je po osnovni izobrazbi zdravnica, torej imava nekaj skupnega. Potem pa še seveda učiteljica petja in vodja Akademije za glas. Tokrat se bova pogovarjala o zelo zanimivi tematiki, torej kako preko glasu do samospoznavanja. Nataša, pozdravljena. Živijo, Dejan. Živijo, kako si? Super. Hvala za povabilo, se veselim tega najinega pogovora. Z veseljem. Povej mi mogoče to tvoja pota, podobno mava, sva rekla medicina, ampak potem nekako se nisi znašla v tem klasičnem pogledu v neki bolnici, da bi na ta način pomagala ljudem. Povej mi to tvoja pot, kako se je to začelo, kaj je bilo tisto, da si začutila ta glas, da bi rada v bistvu delala to, kar zdaj počneš? Jaz sem vedno rada pela. So bila obdobja, ker sem manj pela, ker sem se bala pet, recimo, ker mi je bilo neroden, pa so bila obdobja, ko sem več pela. In na medicini sem začela nastopati v enem muziklu, tako zelo naključno. In tam sem se še bolj v to zaljubila. In potem je v tej šoli, kjer sem jaz nastopala, v tem muziklu, ta šef rekel, kaj pa če bi ti petje učila? In je bilo meni tako, kako, odkje jaz petje, jaz nimam 10 individualnih pevskih ur. Ampak sem vzela to takrat izkušnjo. In ko sem začela mlajše, to so bile v bistvu najstniki, poučevati petje, takrat sem res v tem uživala. Se mi zdi, ko sem poučevala petje, sem bila res v enem takem flowu. In potem sem že sredi medicine začela delati neke licence, nekaj izobraževanja po tujini za poučevanje petja, bolj tazga modernega petja, se pravi pop in tudi teh muziklov in tako. In sem potem kar s težavo končala medicino. Sem jo. Bilo malo naporno. Je bilo naporno, ja. Moram reči, da mi tle oče pomagal, ker me je podkupil. Kaj ti je pa ponudil? Jaz sem v 5. letniku že rekla, jaz ne bom več. Jaz grem v tujino doštudirati to licenco, ki sem hotela narediti. In sem rekla, nič, bom pustila medicino, grem delati, da dobim denar. In je rekel, le, viš kaj, ti medicino končaj, potem jaz dal denar. No, in potem sem medicino končala in potem takoj odpotovala v Ameriko. Se to učiti. In kakšne so bile kakšne izkušnje mogoče z tega? Mogoče imaš kakšno anekdoto, kakšno izkušnjo, ki bi jo delila z našimi? A v Ameriki? Ja, recimo. Jaz grem vedno rada v Ameriko, čeprav tam ne bi živela, ampak ko prideš v Ameriko, dobiš en tak drugačen pogled na svet, ker naenkrat vidiš, da je svet zelo velik. Jaz sem se včasih usedla tam ob eno cesto in to je v bistvu 9 pasovnica. A veš, to je v bistvu 18 pasov. In tam sediš in si tako, saj jaz v bistvu vse lahko. Tle v Sloveniji imam včasih občutek, da smo tako malo imam občutek, da ne smem ven izpasti, skoraj ne smem živeti svojih sanj, kaj se pa grem. Te vzorci, ja. Majhnosti, podrejanja, hlapčevstva. Ja, tam pa prideš in je tako, saj tukaj pa me itak noben ne pozna, ker tako ne more, ker je toliko velik. In dobiš en tak občutek, da vse zmoreš. In jaz sem tudi vse, se mi zdi, kar sem v Sloveniji postavila v mesecih, ko sem prišla iz Amerike, ker sem potem vedno hodila v Ameriko in ko sem prišla nazaj, je bilo tako ta zagon. Zmorem, lahko. In recimo, to je ena taka stvar, kar je dobra Amerike. Ima pa Slovenija več dobrih stvari. Ja, tudi to, ampak vendarle te vzorci, dajva iti malo preko tega, kako je to pomembno, da v bistvu mi predelamo te podzavestne vsebine teh naših vzorcev. Ne moram biti tiho, ne smem izražati sebe, ne smem živeti sebe, ne moram se podrejati. Mogoče, kako si ti šla to pot, kaj te v bistvu, kako ti je tle to pomagalo, da si še bolj začela živeti svoj srčni, polni potencial? Jaz sem zrasla v družini, ki je bila zelo stroga. Sicer moja dva starša sta super in se blazno dobro zdaj razumemo, ampak se mi zdi, da mogoče celotna naša generacija je bila vzgojena tako, da moramo biti pridni. Pridni, ustrezati, samo da bodo vsi ostali zadovoljni. In tukaj že prvič, ko ti ugasneš svoj glas. Ker imaš filter, kaj jaz zdaj lahko rečem, da bo ta na drugi strani zadovoljen. Se pravi, že samo izražanje, preden sploh pridemo do petja. Petje je pa potem še nadgradnja tega, ko ti res pokažeš sebe in si, kot da bi bil nag, dobesedno. Ljudje se bolj bojijo petja, ker da se slečejo. Ker ti res sebe pokažeš, tukaj ni nobenega make-upa, ne moreš biti lepši kot si, to si ti. In zato imajo ljudje tudi tako težavo pet,
Mi pa še potem v tej naši zahodni civilizaciji se posmehujemo glasovom, ki niso, tako kot mi rečemo, ne, zdaj imaš poln glas, velik, visok poješ z ogromno okraski, ne, to je si wow. Ne. Ti praviš, vsak glas je lep, ne? Ja, vsak glas je lep, tako kot vsak človek je lep, ne. A ne, eden je majhen, en je velik, en je malo močen, en ima velike usnice, en male, vse je lepo, če ti sam sebe sprejmeš in sebe potem narediš fit. Tako. A ne, tako, in tudi svoj glas, a ne, ti moraš, in to sem se jaz borila s tem, tudi sprejeti svoj glas, a ne, jaz sem, od tega sem imela ogromno treme na odru, in potem zato sem se tudi jaz toliko izobraževala za svoj glas, a ne, in tudi preko tega, ker sem druge učila, a ne. Veliko izobraževanje za teboj, ne, in v Londonu in po svetu drugot, ne, mogoče kakšna izkušnja tudi tega, recimo, potovanj tvojih, izobraževanj, karkoli. Ja, to spoznaš ogromno enih ljudi, odpira se ti dojemanje sveta, a ne, se mi zdi, da tukaj, če si, pa lahko si, a ne, če ti to ustreza v enem okolju, a ne, ko ti potuješ, res vidiš, no, res spoznavaš druge kulture, spoznavaš drugačna prepričanja, ne. Tudi, a ne, jaz sem videla, recimo, mi v Sloveniji imamo prepričanje, da nismo vredni, recimo, a ne, ničesar nisi vreden, a ne, niti, mislim, ne obilja, ne zdravja, a ne, tudi za zdravje moraš delati, a ne, nisi kar osnovno že vreden za to. A ne, ko prideš recimo v neko tujino, recimo Amerika, Anglija, tega nimajo recimo. Oni so vredni, ne, imajo na kakšnih drugih področjih ogromno težav, ne, ampak recimo, ko spoznavaš druge ljudi, vidiš, aha, ja, se vsi ne razmišljajo tako kot jaz, ne. Recimo ena taka zanimiva stvar, pa zdaj nima veze z glasom, ampak recimo je klima, ne. Pri nas, a ne, če greš pod klimo, a ne, moja stara mi rekla, zbolela boš ušesa, ne, in si šel pod klimo in si zbolel, ne. Si zbolel, ker je vzorec program v umu in sprejmeš za resnico. Si zbolel, ne. Pa sem pa dobila sina mojega, ne, smo bili v Ameriki, ne, in njega, ko je bil 1 let star, takole pred klimo gor, in jaz tako, kaj vi delate, on bo zbolel. In oni tako, o čem pa ti govoriš, prvi slišimo. In ni zbolel, ne. Oni pod klimo delajo tako, tukaj ima klavir, učitelj, klima mu takole šopa v glavo. To so res, ta naša prepričanja res definirajo naša življenja, ne, koliko je to močno, ne. Ta podzavestni ki vemo, da je 95% ne, vsega. Ja. Kako si ti šla tole čistiti, kaj se tle pri tebi dogaja? Jaz sem res hodila, ogromno sem brala, hodila sem psihologom, tudi k tebi. Moram reči, da to, kar sem pri tebi delala, mi je od vsega najbolj pomagalo, zato ker ni bilo z umom. A ne, jaz sem veliko delala s svojim umom, a ne, ker jaz sem bila napredna punca, še medicino bom študirala. Ti mi sam povej, kaj naj jaz naredim, in bom tudi prebrala milijon knjig, zato da bom jaz sebe, svoje vzorce rešila. Ne. Ti ne moreš z umom rešiti svojih vzorcev, a ne, ker je tistih 5%. Tako da od tega, da potem sem začela si vzeti več časa zase, da sem sama s sabo. In petje je pač ogromna stvar, ki meni pomaga, da pridem pač sama k sebi domov. Torej, s petjem se samo spoznavaš v bistvu, ne? Ja. Kaj bi lahko o tem še povedali? Pač preko petja ogromno spoznaš najprej svojega sramu do sebe. A ne, zato, ker ljudje, jaz mislim, da vsakmu, kar rečem, ko posluša, če poslušaš svoj glas, ti je tako, fuj, neki, ne? Ampak, a ne, a ni to kar malo, to je tako, da bi se ogledalo, ker se pogledaš in je, fuj, ampak to si ti. A ne, glas je tvoja vibracija, se pravi. Mnogo ljudi ne more sprejeti, ne, svojega glasu, imajo težave s tem. Jaz mislim, da večina ljudi ne more sprejeti. Jaz ne poznam, tudi mi imamo v akademiji ogromno, zdaj o enih starejših ljudi, ki pridejo se samo sproščati z glasom, ne da bojo profesionalni pevci. Imamo v bistvu več kot pol takih ljudi zdaj. A ne, samo, a lahko samo pridem jaz biti jaz. In potem se jokajo na vajah, wow, a tako moj glas lahko zveni. A ne? Se pravi, najprej v prvi fazi, da sem začela sploh svoj glas poslušati in je bilo black, fuj. A to, ne? In pol se trudiš, vse delaš tehniko in vse oblikuješ za to, da pol v bistvu kao dobro poješ, pa še vedno se nisi kul, ne? In potem moraš v neki točki si reči, ok, to sem zdaj jaz, kaj jaz lahko zdaj jaz iz tega naredim, ne? Tako da čez vse to od tega, da smo nastopali, pa je bilo veliko enih padcev, pa se moraš pobrati, pa a ne, spet v bistvu sebe daš svetu, pa nekomu nisi všeč. Mene je bilo to zelo težko sprejeti. Jaz sem bila tista pridna punčka, ki sem vsem hotela biti všeč. Tudi v partnerskem svetu, a ne. Ugajati, ustrezati. Samo tako, kot boš ti rekel, bom naredila zato, da ti bom všeč, a ne. Če sem naredila nekaj po svoje, sem imela vedno tak grozen čutek in preko petja ti ne moreš drugače kot narediti po svoje. In je to zelo dobra taka učilnica, kjer ti
na neki točki imaš reči, letos sem jaz, če sem ti všeč kul, če ti pa nisem, pa tudi kul. Ja, ne, ta prepričanja, ne, kaj bodo drugi rekli, to je sploh v Sloveniji zelo močno. Ne. Jaz tudi vidim v terapijah, vsak mi to pove, ne. Jaz kar pišem takoj ta vzorc. Ne. Zakaj bi rekel, da je temu tako? Ne? Kaj čutiš? Ja, nam je pač, tako so nas že, a ne, starši, pa mi tudi otroke tako vzgajamo, ne, še naprej se trudimo, da ne, ampak nam je naroden, ja, kaj si bodo drugi mislili, zaradi tega, ker imamo občutek, da nam drugi določajo našo vrednost. A ne? Če ti v sebi ne čutiš, da si ti vreden, že zato, ker tukaj si, samo zato, brez vsega teh titul, a ne, ki jih imaš, potem iščeš odobravanje od drugih, od okolice, in ko tega odobravanja ni, ali pa če je sploh neodobravanje, imaš ti občutek, da ti nisi okej, a ne. In to sem jaz imela, a ne. In potem si celo življenje nervozen in v stresu in v neki taki krču, da boš ja vreden. Zato tudi vse to in medicina in milijon tekmovanj in vse, a ne. Ti vzorci dokazovanja, potrjevanja, ne, skozi v bistvu, ne, razne materialne aktivnosti oziroma strategije, lahko rečeva, ne. Ja. V resnici pa ta vrednost bi jo mogli najti v sebi, a ne, in najti ta globlji stik s seboj, a ne. In telo, ne, je tudi ena možnost, ne, in glas, seveda, ne, kot izraz, ne, naše grlene čakre. Ja, ples, a ne, petje ali pa tudi ne, če koga ne kliče, to se je lahko samo neko gibanje, lahko samo mrmranje, ne. To se ne samo to, da to res že tisočletja delajo določena ljudstva, ne. Mi smo tudi znanstveno zdaj dokazali to, da je to res zdravo, ne. Mrmranje niža krvni tlak, vse živo naredi. Sprošča hormone sreče, a ne. Ja. Odlično, bova še več o tem po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije s krasno gostjo Natašo Nahtigal. Ja, Nataša, torej glas, ne. Itak, ponavadi vemo, ne, kjer imamo naše poslanstvo, imamo tudi preizkušnje, ne, in tudi pri tebi seveda ni šlo drugače, ne, kot da si imela to lastno preizkušnjo z glasom, a ne. Nam lahko mogoče zaupaš to pot, kaj se je zgodilo in kaj si potem storila in kakšne so bile te v bistvu dobrobiti potem, kaj je bilo tisto darilo v ozadju, ne, da si mogoče preko glasu, preko te preizkušnje še globlje spoznala sebe. Ja, meni je bil dan močen glas. A ne, že od malega, no, poleg tega sem rekla, da sem preglasna, ampak ko smo peli, je bilo pa to dobro, ne, wow, ti imaš pa ful močen glas in tako, in potem tudi sem začela učiti petje. Jaz sem vedno vse zmogla, moj glas je zmogel vse. Od 8 ur, 9 na dan učenja, pa pol še kakšna delavnica in tako, ne, in to sem lahko delala 10 let, ne. Vmes sem delala preveč, a ne, nisem poslušala svojega telesa in sej bo, ne, ampak glas je pa kar delal. Sej bo, sej bo. Tako, kot je vedno bilo, tudi to bo. No, in potem se je zgodilo, da kar naenkrat moj glas ni več delal. Tako kot ponavadi, a ne, kar naenkrat sem bila bolj utrujena in sem šla na pregled in sem imela na glasilkah, se mi je naredil en tak vozliček žilc. A ne vozliček, ki bi ga lahko odstranil, tako z neko terapijo, ampak neke žilce, a ne. In to je bilo meni grozen, ker naenkrat jaz nisem vedela, kaj narediti, rekli so, s tem boš mogla živeti, to se niti ne da operirati in nič. In sem v bistvu 1 leto skoraj nisem več poučevala petja. Sem zelo hvaležna, da sem takrat imela akademijo že, da sem imela učitelja v akademiji, a ne, ker jaz skoraj več nisem delala. In najprej mi je bilo to zelo dramatično. Potem pa, ko sem se ustavila, mi je bilo pa tako, saj ti v bistvu, tvoj glas hoče povedati, da si ti zlorabljala svoj glas leta. A ne. In takrat sem prvič začutila, da je tišina enako pomembna kot glas. A ne? Ker prej je bil samo glas. In ko sem imela logopedinjo, sva naredila nek vprašalnik narediš, in jaz sem ugotovila, da jaz pač razen tega, da 8 ur spim, vseh ostalih 16 ur govorim. A ne? Si premalo tiho torej. Ja. No, in takrat sem prvič začela uživati v tišini. Oziroma, takrat sem bila prisiljena. Najprej nisem niti uživala v tišini, mi je bilo grozno biti tiho. Tako, kaj zdaj počnem? Ne? Potem sem pa videla, da so to samo neki filavci, ki jih mi skozi nekaj moramo govoriti, nekaj moramo delati, ne? Ker nam je težko biti samo sam s sabo in tiho. Ne? In takrat se mi je še bolj vklopil palum, ker sem bila tiho in potem je bilo neke misli. In no, takrat se mi zdi, da sem tudi meditacijo začela drugače dojemati.
da sem v bistvu poskusila se tudi umakniti v ta, veš, bolj v prisotnost. No in potem eno leto kasneje, ko že skoraj nisem več učila, sem jaz v tujino poslala te posnetke. In je mene ena, ki smo skupaj študirali, rekla, ne, saj mi imamo pa zdaj nek laser, veš, in te žilce lahko skuri. In sem mi tukaj v Sloveniji pomagala, da sem šla v Hamburg si skuriti ta moj, ta hemangium, se temu reče. In potem sem 1,5 leta okrevala, ker sem mogla biti še bolj tiho. Ne, čist tiho, en teden nič. In potem po 1,5 leta je moj glasek počasi prišel nazaj. In zdaj šele začenjam nazaj tako peti, da res zopet zelo uživam. No. Ker meni je bilo tako, ok, vzemite mi glas, da ne mogla več učiti. V redu, bom knjige pisala, ker bi tudi rada, jo že 100 let pišem. Ampak peti, jaz ne morem brez petja. Tako da, zdaj zase spet lahko pojem. Sem pa vmes delala ogromno nekih vaj, ki so v bistvu niso petje, ampak so od mrmranja do nekih takih take stvari, ki so res... Zdaj nam malo pokaž tole, mogoče za naše gledalke, gledalce, ki je uporabnega, kako bi to zgledali, kako lahko vadijo, ne? Ja, ne, zdaj glasilke so mišice, ne? In mišice so tako, kot mi lahko naredimo špago, lahko tudi glasilke raztegnemo in silo vdor pojemo. Tako da to, če mislite, da ne znate pet, to ni res. A ne? In s kakršnikoli vajem, ali mrmranje, recimo, naredimo a ne, greš gor pa dol, ali pa jezik. In s tem v bistvu ti glasilke raztegneš, ker večinoma ljudi, a ne, celo življenje govori v enem takem kvadratku, v nekih 3 tonih in to je to, ne. Ko pa ti v bistvu narediš ta se tvoje glasilke raztegnejo. Zdaj si pa predstavljaj, ko delaš jogo, vsak dan, ko jo delaš, si bolj raztegljiv. Fleksibilen. Hkrati pa tudi vidiš, kaj moj glas se zmore. Ne? Tudi za samo izražanje, veš, a ni fajn, da ti jaz zdaj rečem nekaj tako, potem rečem, a veš, ne. Da v bistvu raziskuješ te vse barve, ki ti jih je življenje namenilo, ki jih mogoče sploh ne poznaš. Zanimivo. A bi nam zdaj nekaj zapela? Oh my God, trmeco. Ok, bom eno, kaj zdaj ful rada pojem. Rows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds their way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds at all. Wow. Mravljivci. Oh my God, lej. Bilo lepo. No, že je bolj težko. Srčno. Ok, hvala. Hvala. Ja. Kaj pa svoja, da bi ti tako, kot neka pevka pela, si kdaj razmišljala? Ni, tvoja pot je poučevanje, ne? Ja, moja pot je delo z ljudmi, vmes sem imela občutek, da bi mogla, ker so ljudje, ti pa si coach, moraš pa tudi pet. Sem imela nekaj časa tudi tak, ker jaz v bistvu veliko pojem za sebe, ni pa tako, da bi eno pesem potem doterala do konca, veš, tako, če si pevc. Ne, nikoli si nisem želela stati na odru, to mi je stresno se mi je napravila, trihtati. Tako. Si bolj za backstage pa pripravljaš pevce. Ja, meni je to tako dobro. Jaz grem rada na koncert, ko nekoga recimo mu pomagam, in pa grem na koncert in končno uživam pod odrom. Odlično. Torej, si učiteljica petja in seveda tudi vodja Akademije za glas, kjer seveda pripravljaš, vodiš pevsko skupnost, pevce. Mogoče kakšna izkušnja mogoče s te poti,
Kakšna anekdota, karkoli? Joj, anekdota Akademije za glas je pa res gor in dol. Ker jaz sem umetnik po duši, to sem zdaj ugotovila. Niste smo vsi umetniki, vsi smo kreatorji po duši. Kreatorji, umetniki življenja. Ja, in jaz sem se petja lotila res tako. To je vse bilo zelo naravno, kako se je razvijal moj studio, ko sem iz Amerike potem prišla in tako. In potem je bil čas, da jaz to razširim, ker je bilo preveč učencev in sem dobila pač par učiteljev, sem začela z njimi sodelovati in ko smo mi to firmo postavili, takrat se je začela pa štala. Zato, ker jaz pa nisem ekonomist, jaz nisem financar, jaz nisem menedžer. In kar naenkrat sem se znašla v vlogi, ko je bilo treba pa tako postaviti red. Postaviti tudi nek finančni red, lej, tole imamo, tole nimamo, toliko lahko dobiš, več ne moreš. Tako spet sem imela izziv, da se ne dokazujem svojim mentorjem, da rečem, lej, toliko mi zmoramo dati za vaje. Tako ne. Gor dol, parkrat skoraj bankrot, takrat pa smo imeli vmes še korono, petje je bilo nedovoljeno, sploh smo skoraj zaprli. Tako da je pa čudovita, to je res, jaz ti ne znam povedati, mi imamo eno tako skupnost, zdaj je bilo na odru 100 nastopajočih, mislim, bilo sam na nastopu, ne, in to je dvorana, mislim, to, kar ljudje, ki niso pevci, ko pojejo, in mislim, to ne znam ti povedati. Kaj se to naredi, ne? Kjera energija, vibracija je takrat? To je, ali pa tudi recimo ko petje, recimo to tudi mentori moji pravijo, ko ti enkrat učiš in ko se nekomu pred tabo glas odpre, to je pač droga, ne znam, mislim, to je tisto, kar te da v flow, kar ti je tako, aha, zato sem jaz tukaj, a ne. Se serotonin, dopamin verjetno sproža. Čisto, to je tako wow in je tako, kaj človek sebe začuti, no. To je tisto pravo, ne preko nekih materialnih dobrin, jahte, denarja, nekaj, ampak samo z lastnim virom. Jaz res verjamem totalni minimalizem. In glas imaš, niti ga treba kupiti. Nič ne rabiš nobenega dodatka. In sreča je v teh malih stvarih, ne? Da si srečen v tukaj zdaj z tistim, kar si, s tistim, kar imaš za dati svetu, ne? In doprinašaš na ta način. Kako je to težko biti srečen tukaj in zdaj, ne? Ja. In to je zdaj moja zadnje 2 leti glavna moja misija, samo to. Brez titul, nič več dokazovanja, samo moja glavna, sem bila tudi pri eni drugi psihologinji, ki je rekla, vi ste povsod drugje, samo doma ne. In takrat mi je bilo tako, zdaj pa bo moj uspeh, če sem jaz v dnevu čim več doma. Pa ne mislim doma, ampak pri sebi doma. Se pravi, ne kaj bojo drugi mislili, ampak se zvečer uležem, da si rečem, danes sem bila pa res prisotna kar nekaj časa. Torej, stik s svojo dušo, zavestjo, srcem, kakoli je zelo pomemben, ne? Kako pa ti usklajuješ to pa srce, ne? To koherenco, ka vemo, da je danes zelo pomembna, ne? Kako ti to recimo balansiraš tekom dneva v različnih situacijah, ko vendarle rabiš tudi ne? Da pač nekaj razmišljaš, da nekaj zorganiziraš, ne? Kako ti to balansiraš? Težko in se še učim, ker moj je bil zelo podivjan, zelo je bil tudi včasih, nisem znala niti ločiti uma in srca. Tako da predvsem se zdaj učim, tudi zjutraj, ko si vzamem čas zase, da tudi ne grem v neke vodene meditacije, to mi je spet kaj moram jaz razmišljati, ampak da samo sama sabo sem, da samo opazujem. Da končno sploh čutim, kaj je moj In sem zelo hvaležna svojemu umu in včasih si rečem, ker sem zjutraj, pa začne in pa se mi zdi, ne rabim te zdajle, res te ne rabim, tako si pač pomagam, ne. Imela sem tudi eno tako fajn stvar, sem imela uro in mi je na vsake 15 minut tako samo malo naredila in se taka neumna stvar, ampak tako, ok, prisotno, da se zavedam, da kdaj mi podivja, kdaj ga pa res rabim, rabimo, je super. Jaz pravim, fajn je, da je naš služabnik, da nam služi, ne pa da je direktor, vodja, šef našega življenja in da je preveč aktiven, ne? Tako da nek balans najdeti znotraj sebe, ne? Ga imeti rad, moraš imeti rad svojim, sam sebe moraš imeti rad, tudi vse te... Variato naj bo. To je to, variatoček ne bo, ampak zdaj se pa lahko umiriš, vse on tudi noče skozi delati. Tako, rad tudi malo počije. Rad, jaz rečem, zdaj pa lahko počiješ, res, zdaj pa 10 minut, nič ne rabiš. Tudi mi, da bomo malo počili. Tako da gremo v kratek predah, se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, 3. delu oddaje Prebojeno srce Slovenije. Teme oddaje so torej odnos do sebe in tokrat imamo zanimivo temo, kako preko glasu
do samospoznavanja. Ja, Nataša, kaj pa to izražanje, ne? Obilje izražanje, kako preko glasu do obilja? Ne? A je to res, mislim, kakšna je ta pot? Koliko je to pomembno, ne, izraziti sebe? Ja, obilje je na več nivojih, se pravi, velikokrat ljudje mislijo, da je to samo finančno, ni, ne, tudi je lahko duhovno, ljubezni, obilje, zdravja, ne. Pač glas je naše glavno orodje izražanja, ne. In če mi ne verjamemo v sebi, da smo vredni, potem tudi s svojim glasom tega ne izražamo, ne. In je, ja, in je res težko potem priklicati obilje. Ker ti lahko, ja, veš, jaz ti bom zdaj nekaj povedala, pa bom priklicala to obilje in bom verjela, da vidim že ono belo hišo in neke vizualizacije, ampak če ti v sebi to v resnici ne razpucaš in globoko dol verjameš svojo vrednost, je to res težko priklicati. Ja, torej spet to delo globinsko na podzavestnih umitvah, vzorcih, da res začutiš, da si vreden, ne, obilja, ne vem, zdravja, obilja lepih odnosov, obilja tudi financ v končni fazi, ne. Vsega, ne? Ker imamo več vrst obilja. Kako ti to zdaj balansiraš, oziroma kreiraš to obilje v svojem življenju? Mislim, jaz sem imela ogromen težav z obiljem, zaradi tega, točno zato, ker nisem bila tega vredna in sem šla vse žive metode sprobati, od nekih blaznih vizualizacij do ne vem česa, ne. Ampak spet se samo usesti s sabo, sam s sabo in sploh pogledati vase, no, kaj ti v resnici misliš o sebi. Kaj ti res misliš o sebi, ne na podvršju, pa kaj pa jaz sem vredna, a ne. Aha, kaj pa vse v zadnji? Pa od kje izhaja to, da jaz nisem vredna, ne. In potem meni to obilje ni prišel zelo dolg časa, ne. Od tega, da so se mi v akademiji sem imela težave, do tega, da sem imela v zakonu težave, a ne. Na vseh področjih potem tega ni bilo in mislim, da sem potem naredila en preboj, da ko sem pa začela, in to je hecno, ker se ti res, sploh v akademiji se to kaže, to bi lahko naredil statistiko, ne. Ko sem jaz v vibraciji, da sem jaz okej, imamo akademijo polno. V tistem trenutku, ko imam jaz, ne vem, neko krizo ali pa padeš spet v neke stare vzorce, pa spet v neko sobo tistih, neko čudno, ne, ki jo moraš spet razrešiti, takrat kar tako malo dol pada. Tako zelo hecen je to, kako se ti dobesedno zunanja slika izraža tvojo notranjo, ne. Glas je pa pač naša glavna vibracija, ne. Jaz vedno rečem, besede imajo svojo moč, besede imajo res moč, ne. Definitivno, ja. In vsaka beseda nosi svojo vibracijo, ne. In tudi kako se ti pogovarjaš in kaj ti izražaš, to tudi pol kliče tvojo sedanjost, ne. Torej izražaj sebe, svojo resnico, to, kar čutiš v sebi. To je tisto ključno, ne? Ja, in to je zelo težko. Meni osebno je bilo to res težko, kako bi pol druge prizadele. Tako da se moram še zdaj včasih sesti sama s sabo pa reči, okej, lej, Nataša, ti tole zdajle želiš, zdaj pa imej moč in pogum, da skomuniciraš. Ker tukaj pa pride v zadnji pogum, da ti upaš sploh povedati. In meni je bilo tega toliko strah včasih, da pol raj nisem, si kar utihneš, si raj tih. In iti skozi to, da rečeš, lej, ne, jaz sem prišla na ta svet, da vi vidite, kdo sem jaz. Tako, jaz sebe izrazim. In jaz bom povedala, kaj jaz mislim. Hkrati pa tudi vedno imam pa to mi je pa tudi zelo všeč, kaj enkrat en rekel, kaj govorita, ne. A veš, da imaš ta filter, da poveš tisto, kar si 100% da je res in je hkrati tudi prijazno. In se mi zdi, da ljudje velikokrat govorimo laži, opravljamo en drugega, ona je taka, a je to res? A je to čisto zares res? A si res to preveril? Mislim, a imaš lastno izkušnjo, da veš, ne? Ja, pa tudi, če imaš lastno izkušnjo, a je to res, ne? Tako, ne. Tako da, in ko enkrat to ugotoviš, potem veliko manj stvari poveš in veliko lepše stvari poveš in imaš veliko lepše odnose. In v tvoje življenje pridejo ljudje, ki so na tej vibraciji, ki so s tabo tudi v tej komunikaciji in kar naenkrat se ti začnejo odpirati, se pravi, nova spoznanja, nove priložnosti v biznisu, če gledamo tako, hkrati si pa ti vse bolj čist in to pa potem po mojem tudi zdravje, ne. Ključno, ne, in koliko je pomembno, da mi, ja, smo odgovorni zase, za svoje življenje, svoja čustva, nismo pa odgovorni za čustva drugih. Torej, ko se mi izrazimo, pa v nekomu se sproži jeza, je to njegova odgovornost, ne. In dosti ljudi to prevzema, vidim v terapijah, v tako vsakdanjih situacijah, koliko včasih ljudje prevzemajo še vedno to odgovornost za čustva drugih. Zdaj, ko sem jaz to rekla, ne, se pa on zdaj slabo počuti, zdaj pa je skrivdo, ne, in potem greš spet v samodestrukcijo, greš v te programe, samosabotaže in se zelo zaciklaš tle, ne.
Ja, to je še posebej pri ljudeh, ki jih imaš rad. Pri mojem sinu je mi težko nekaj skomunicirati, ker vem, da bo pol on jezen. Sam zdaj si rečem, to je njegova zgodba. To, zdaj, če jaz njega tle ujčkam, potem mu bo potem težko. Saj jaz mu bom z ljubeznijo povedala nekaj, zdaj pa kako bo se on odzval, pa lahko mu pomagam, da se učiva, kako bo on reagiral na določeno, če si želi, da bi mu bilo lažje. Meni je všeč, da ljudje izražamo, od tega, da moramo mi izraziti jezo. Nič ni narobe, da ti, ne da na drugega prelagaš, ampak da ti izraziš to, kar čutiš in skozi glas. In če to včasih, da moraš iti odpeti pa eno pesem, ki je malo jezna, pa se tako izraziš, ali greš samo v gozd pa zatulaš. Glas je res orodje, s katerim ti lahko, pravijo, da je glas medicina prihodnosti. Glas je res orodje, s katerim ti lahko sam sebi pomagaš. Od tega, da se sprostiš, od tega, da se izraziš, od tega, da si daš noro prijetne občutke, sebe odnoter božaš z vibracijami. Kaj lahko še več kot to? To je v bistvu zdravilo, ki nima nobenih stranskih učinkov, ker je tvoje notranje. Mogli na recept napisati, ne? Ja, se pravi, da bi bilo lahko na recept, ne? Da pojemo. Sam najprej bi se mogli nehati obsojati, nehati bi mogli soditi glasove, da bi otroci tudi, ki se rodijo, jaz vidim, naši otroci že nočejo več peta, to je že nekaj sramotno, se ti bojo smejali, če zafušaš, ne? Ne vidimo te globine, kaj je, ampak samo dokazovanje in samo ego, kaj boš v tem svetu dosegel in kako si dober. In tudi pri petju sem blazno proti tem tekmovanjem pevskim. To ne moreš ti tekmovati z umetnostjo. Si pa tudi sodelovala, ne? Ja, na velikih. Mogoče še ste kakšno izkušnjo, pa kako je to povezano? Moj ego je bil zelo zadovoljen, da sem jaz lahko bila na šovih in talentih takrat. Ampak to je kruha in iger. In ko si dober, si na piedestalu, ti vsi ploskajo. Ko ti slučajno ne uspe, in na televiziji to se tako hitro lahko zgodi, ti ne uspe, ti lahko cela Slovenija se posmehuje. Zdaj si pa predstavlji to. Zavedno imaš tako rano, saj to je že z namenom jo imaš, da jo potem razpucaš, ampak če bi se ljudje zavedali, kaj pomeni, da se ti nekomu posmehuješ, ampak se posmehuješ samo zato, ker se ti ne upaš, saj to je, imaš svojo rano, ampak jaz moje pevce, ki pridejo, imajo grozne rane, kar se tiče glasu in petja, res to je noro. Ker blokade, ne? Blokade, res, kaj so mi rekli, petje je itak psihoterapija, ker to si ti. Automatsko. In kaj vse so jim rekli v mladosti od tega, nehi tult od tega, koliko si nadležna si, ti si nadležna, to zdaj imaš ponotranješ potem lahko zavedno do tega Sej ne znaš. Tisti, ki so pa res dobri na teh šovih, recimo, pa pridejo zelo daleč, je pa problem v tem, da velikokrat pridejo zato, ker znajo neko pesem pač res dobro odpeti, ampak še niso našli sebe. In potem od tukaj gor je padec orang. Tako da te šovi so super, če ti sebe si že najdu, in imaš svoje pesmi in si že car v sebi močen in se greš tja sam pokazati. In se pravi, da izkoristiš ta medij za svojo reklamo top. Da imaš dobro reklamo in te toliko ljudi vidne. Če greš pa tja zato, da bojo tebi ljudje ploskali in da bojo tebi pomagali pri oni, to je pa ni dobro. Tako. Torej najprej podelati na sebi tiste vzorce, strahove, vse tisto, kar te bremeni, in tudi preko recimo takih coachingov, ko jih ti delaš, lahko ljudje res se opolnomočijo, dobijo ogromno te moči nazaj, bom rekel, ki jim ti daš to vrednost nazaj, ki jih nekako dvigneš energijsko tudi. In si tako, kot njihov terapevt bi lahko tudi rekel zraven, poleg še, da jih petje učiš, Ja, se petje je, se včasih, res petje je čista terapija. In najbolj je hecno, ko ljudem grejo kocine po koncu, ko je nekdo avtentičen. Ne takrat, ko zelo visoko lahko poje in nekaj ima milijone enih okraskov. In avtentičen si ti lahko že danes. Se pravi, ne rabiš in najdete se pravi pesmi, ki so tvoje srčne pesmi in to pet in tam potem ti začutiš sebe. In ko ljudje enkrat začutijo, kaj zmorejo, to je že ta ena dobra popotnica, ko greš potem v svet, spet nazaj v svojo družino, v svoje odnose neke, kjer ti lahko rečeš, sej tam sem že bila jaz, sem že imela eno to izkušnjo in jo lahko ponovim. In pol večkrat, ko to ponoviš, tako se pol spreminjaš, saj to ne gre čez noč, pač počas. Plaz za plastjo, lupimo to čebulco in prehajamo v svoje bistvo, v srčiko, v to, kar v resnici mi smo. Glas je, sva rekla, zdravilo. Mogoče kakšno študijo ali pa kaj takega, ki
kako glas zdravilno vpliva na nas, mogoče si kaj. Mislim, se znanstveno je tudi zdaj v zahodnem svetu dokazano, da ko mi pojemo, se sproščajo hormoni sreče. Se pravi, krepi se imunski sistem, se v bistvu te imunoglobulini sproščajo, kaj ti poješ. Znižujejo se stresni hormoni. Se pravi, že samo to je zdravilo. Od tega, da ima petje, tudi združevanje, ko se mi družimo, je v bistvu skupnosti, ki pojejo, takrat se jim uskladi srčni utrip. To je noro, se pravi, nas druži, nas povezuje. V Nemčiji imajo celo pevske bolnice, kjer v bolnicah nudijo pevske vaje, zato ker je pacientom potem toliko lažje, ker jim je v bistvu kvaliteta življenja izboljšana. Se ne gre za to, zdaj už pa se pozdravuje, gre za to, kako ti danes živiš. Danes moramo živeti. Danes, ta trenutek. Ta trenutek je vse, kar imamo v resnici. Preteklost, prihodnost obstaja samo v iluziji naših umov, v glavi. Ja, točno to, ker če daš preteklost stran, pa prihodnost stran, sva zdaj še vedno tle. Se pravi, jih ni. Tako, sva tukaj in sedaj. Ja, to je to. In glas uporabiti tukaj in sedaj, da se imamo dobro. To je to. Fun, tukaj je fun. Tako, zabava. Ja, zato smo prišli sem, da se bomo mi zabavali, ne zato, da bomo imeli sam dramo na dramo na dramo. Tako, preko dram gremo, ampak ja, pa se pa odločimo, jaz vedno pravim, ločiti se od starega, da se odločimo za novo življenje, za življenje iz srca. Ok, za zaključek, mogoče imamo še pol minutke, mogoče eno pesnico, nekaj, kak bi v bistvu še, da z glasom zaključiva, ker sva že imela oddajo o petju, izražanju. A da še eno si zapojem? Pa dajmo, Oh my God. No, pa dajmo tole. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fears and sorrow, smile and there'll be tomorrow. You see that sun comes shining through for you. Wow, bravo. Bravo, Nataša. Hvala ti res za obisk v našem studiu na Ljubljana TV. Hvala res za vse, kar si, vse, kar delaš, moj poklon, spoštovanje. Hvala tebi, hvala tebi. Hvala. Pa se vidva, še kdaj. Itak, še pridem k tebi. Tako. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci. In se gledamo v prihodnji oddaji na Ljubljana TV. V prihodnji oddaji Prebujeno srce Slovenije, tokrat ob ponedeljkih ob 17. in potem v ponovitvah tudi skozi vikend. Uživajte življenje, pejte, uživati, radostite se življenja, kajti to je ključ do sreče, do zdravja. Tako da se vidimo prihodnjič, uživajte.